Živimo v času, ko se kot človeštvo soočamo z mnogimi globalnimi izzivi. Od podnebnih sprememb do vojn in revščine v nekaterih delih sveta, ter nenazadnje do begunske krize na pragu Evrope. Posledično se povečuje nestrpnost do tujcev, beguncev in do vseh, ki se kakorkoli razlikujejo od večine. Pa naj gre za prepričanje, za nacionalno, rasno oziroma versko pripadnost ali nenazadnje za barvo kože. Ja, v bistvu bi lahko rekla, da je zanimivo, da ga opažam, da ga je več sedaj, kot pa mogoče, ko sem prišla v Slovenijo, da je zdaj mogoče bolj občutno tole videno. Verjetno pač ne, zaradi vseh novic, od medijev do pač povečanja teh številov migrantov in tujcev. Medijske hiše stremijo v bistvu k temu zaslužku, ne? Zdaj ne, mogoče učenci ravno ne razmišljajo na tak način, da v bistvu konec koncev gre samo za zaslužek, resnica je mogoče pa daleč stran, ne? In potem si ustvarijo sliko glede na tisto, kar slišijo v mediji. Ja, opazim v svojem okolišu, da mogoče marsikdo na prvo žogo na podlagi nekih stereotipov mogoče poda kakšen komentar ali pa so pač bolj previdni do ničesar, ampak jaz sama drugače imam zelo pozitivno izkušnjo v Sloveniji, moram res to pohvaliti, no. Na izzive nestrpnosti odgovarja projekt Kar boli svet, boli tudi mene, ki ga vodi Društvo za boljši svet. Osnovni namen društva je promocija človeških etičnih vrednot, prebujanje senzibilitete do ljudi in okolja ter udejanjanje medsebojne povezanosti in solidarnosti. Ideja tega projekta je nastala že v mojem otroštvu. Živel sem v eni multikulturni družbi, različnih religij, navad, drugačnosti in nismo imeli druge, kot pa da se imamo radi. Smo se družili, spoznavali, veselili, zabavali, včasih tudi skregali. Ampak tudi, če bi se hoteli sovražiti, ne bi vedel koga. Žal v teh krajih je potem prišla vojna in tudi vse nas je presenetila, nas, ki smo tako živeli, ker nismo verjeli, da se lahko skregamo. In smo se. In to je bil dober nauk tudi za prihodnost in za moje poklicno delo, sem namreč pedagog, in za učenje otrok, da praktično smo vsi enaki, ne glede na to, kako različni smo. Zato pa celo življenje iščem enakosti v različnosti. Svetujem drugim in sebi, predvsem zaradi tega, ker to je pogoj za srečo. In ta projekt naš je tudi nastal na osnovi tega, imenuje se Kar boli svet, boli tudi mene. V njem razvijamo didaktične igre, recimo nekaj takega, kot Človek ne jezi se, z drugačno vsebino, videospote, gledališke predstave, delavnice za otroke in imamo se zelo fajn. In vam moram povedati, da je projekt zelo dobro sprejet od otrok in tudi seveda od strokovnih delavcev. Otroci prinašajo v šolo to, kar doživljajo in vidijo doma, ne? Mi se sicer zelo veliko pogovarjamo o strpnosti, tolerantnosti, o solidarnosti, o spoštovanju človekovih pravic in tako dalje. Ampak vendarle se potem vidi, da smo nekako Slovenci tudi na tem koncu nekako nestrpni do drugače mislečih, do drugačnih. Mislim, da se je precej tega preneslo v naše pore s tole begunsko problematiko. Ljudi je preprosto strah. In jaz mislim, da nihče ne reče, zdaj pa ne rabi vas biti strah. Tega ni ne na lokalnem nivoju, ne na državnem nivoju, tudi nekako v Evropsko unijo glede tega nimamo nekako popolnega zaupanja, da nas ne rabi biti strah. Vsi smo drugačni, kar je tako klišejski stavek že bolj kot ne. On ima, ne vem, najkice, on pač nima najkice, ga izločijo, ne. Ampak to v bistvu kaže na nič kaj drugega kot pa drugačnost, ne. Sprejemanje drugačnosti. Da ni pomembno zdaj, kako je kdo oblečen v but, ampak človek pomeni biti nekaj drugega. Danes je očitno v prevladi biti drugačen tabu. To je nekaj narobe, če si drugačen. Zame pa biti drugačen pomeni neki izziv, nekaj novega.
Ja, svet je tako že nastrojen, da se res vsi mislijo, da morajo biti enaki, vsi morajo biti popolni, samo to ni res. Vsi imamo neke napake in neke dobre lastnosti. Pač mi se probamo s tem sprijazniti, da zavedamo, da je iz druge vere, druge države in pač probamo čim bolj mu pomagati v situacijah, pač, ko mu je kaj težko. Ja, to je tako. Jaz, na primer, zelo rada, če pride kdo iz druge države k nam. Ker to pač jaz rada spoznavam nove ljudi, rada spoznavam njihove kulture. Na primer, v 5. razredu je k nam prišla sošolka Ajla iz Bosne. In jaz se tako spomnim, ko je prišla v razred, jaz sem se ji takoj začela smejati, pač ne na grd način, ampak pač prijazno smejati, ker mi je bila tako ful všeč, ko se to dogaja meni, ko lahko nekoga novega spoznam in mi je res, pač sem zelo vesela. Treba se je pač odpreti, pač ne rabiš te biti sram, pač stopiš do osebe in pač njej bi to v redu, če ti do nje stopiš pa se pogovori z njo, pač ona bo, tu lahko si najdem pač zavezništvo in pač ja. V bistvu to je pač moje osebno mnenje, ampak ko gledam na svojem primeru, da je seveda pomembno, da oseba, ki pride v neko drugo državo, da se pač prilagodi, da je odprta, da se seveda pripravljena naučiti novo kulturo, ne vem, jezika in novega življenjskega stila, kot sem se pač tudi jaz. Hkrati pa je seveda pač pomembno, da je tudi okolje odprto, da sprejema te ljudi, da jim da priložnost, da pač jih ne presoja po nekem splošnem mnenju, ampak pač vsak človek je nek unikaten človek, ne, da mu pač daš priložnost in prisluhneš njemu kot človeku, ne kot, ne vem, pripadniku te pa te skupine ali pa te rase. Ja, se mi zdi zelo pomembno to obojestransko sodelovanje. No. Jaz imam to priložnost celo, ker pač poučujem podaljšano bivanje v 1. razredu. Tudi izpeljem kdaj takšno delavnico. In včasih ti moji prvošolčki navdihnejo, ko so le toliko manjši, na narekovajih niso še toliko pokvarjeni z svetom, da imam upanje vseeno, da dejansko nisi tako slabo, kot mogoče se nekje prikazuje, pa prijema spet nazaj na medije. Niso. Človek v osnovi torej ni pokvarjen. Pogovor. Na vseh ravneh, v vseh porah, tako v družinah, pa predvsem v družinah, potem pa tudi pri pouku in to pravzaprav pri vseh predmetih, kjerkoli je le priložnost. Da smo vsi ljudje, da smo enaki, ne glede na versko prepričanje, ne glede na barvo kože in tako dalje, da se moramo spoštovati, kajti samo v tem je prihodnost. Vsakršen sovražni govor, vsakršna nestrpnost vodi potem do konfliktov. Ne? In moramo iskati kompromise, moramo iskati rešitve, moramo prihajati do nekih popuščanj in pa predvsem do solidarnosti. Svet to danes potrebuje. Nima doma, vse sem porušil. Še točnega lista nima. Včasih se mi zdi življenje nepravično. Ja, res je. Ne vem, bi lahko kaj naredi? Ja, lahko jamramo, lahko smo negativni, lahko pravi, da se nič ne da narediti. Mogoče pa tudi kaj poskusimo, imaš kako ideje. V društvu sodeluje zelo široka paleta posameznikov in strokovnjakov, od pedagogov do ljudi z dobrimi nameni, ki podpirajo vrednote, za katere se društvo zavzema. Veliko je tudi prostovoljnega dela. Zakaj se torej posamezniki odločajo za sodelovanje z Društvom za boljši svet? V bistvu predvsem zaradi tega, ker sem tudi jaz tujka, ki je prišla v Slovenijo pred več kot 10 leti in sem se mogoče lahko res poistovetila s to situacijo, s katero se mogoče srečujejo ostali, ne vem, migranti in tujci, ki pridejo v Slovenijo, in sem v bistvu želela prispevati k temu, no, da nekako to, kar je meni pomagalo, da mogoče naprej nekako delim to ali pa dajem. Ideja o razumevanju in strpnosti pravzaprav ni neka politična, to je čisto življenjska. Jaz imam hčerko, stara je 19 let. Hoče iti v svet, spoznavati, videti, potovati. Kaj bom jaz njo zaščitil?
kot oče, ki imam rad. Moje roke sežejo 1, 2 metra v njeno bližino. Če pa je ona kjerkoli po svetu, je ne morem zaščititi. Torej, če zaščitimo drugega, ki je blizu nas, lahko upamo, sanjamo, pričakujemo, verjamemo, da bojo tudi drugi zaščitili tisti, ki imamo mi radi. Slovenci radi potujemo, radi študiramo drugje. Sami smo lahko hitro oblika migranta, iskalca službe, mogoče celo begunca iz Slovenije. In to je to. In če smo odprti, bo dobro okoli nas in tudi za nas in naše otroke. V bistvu v Društvu za boljši svet zdaj sodelujem že vrsto let, mislim, da že od svojega 18. leta. Sodelujem pa kot prostovoljka in v bistvu predvsem zato, ker zelo podpiram pač te njihove vrednote, ki jih širijo, in se mi zdi, da lahko tudi s tem zelo direktno jaz sama mladim iz prve roke nekaj, pomagam ali pa jim dam nekaj lepega ali pa kakšne vrednote. In ja, sodelujem pa predvsem v obliki delavnic, kjer je tudi pač mladim zelo zanimivo videti, mene, nekoga, ki je z drugega konca sveta in mogoče imajo čisto drugačne predstave o nekom takem in potem spoznajo mene in so zelo presenečeni, upam v pozitivnem smislu. Ja, na tak način. Delavnice imamo znotraj projekta, jih izvajamo v bistvu v sodelovanju z Društvom za boljši svet, Stop nasilju, ta mednarodni projekt je, in jih izvajamo mesečno v izbranih razredih. Ja, že večkrat smo sodelovali z Društvom za boljši svet, tudi v preteklosti, ker imajo zelo bogate vsebine, poučne, torej vzgojne tudi, kar nam je zelo všeč. In na pristen način najprej skozi igro predstavijo določeno problematiko učencem, potem pa še poskrbijo za delo v delavnicah. In če pride nek zunanji, torej ne kot učitelj, vedno je tudi drugačen učinek pri učencih. Tako da smo tudi ob dnevu zdravja, 6. aprila smo ga imeli, celosten takšen naravoslovni dan, smo jih povabili med nas in so imeli učenci priliko prav o nestrpnosti, starejši učenci, govoriti z njimi in delati na to temo. V imenu vseh nas vam želim varno, zdravo in srečno odraščanje, da zberete moči, volje, izkušnje, da spoznate čudovite prijatelje, da živite mnoge ljubezni in da ohranite vse svoje moči, da lahko praznujemo naše eno in edino človeštvo. Tole, kar smo danes slišali, kar so otroci slišali, jaz upam, da so to glavno sporočilo odnesli, kar boli svet, boli tudi mene. Sicer jim pa želim, tako kot sem rekla, še veliko moči in energije za delo na tem področju, ker so res, bom rekla, enkratni.